Kastorp. Gospa. Famozno, ne zamerite, ljubi, včasih je moja glava kot centrifuzija. Meni se zdi, da se že poznava, inženir ladjedelništva. Vemo celo to, da boste z nami 3 tedne. 3 tedne? Javni tožilec Paravant. 3 tedne ni noben čas. Čas nikakor ne more biti zares. Če se ti zdi, da je dolg, je dolg. Če pa se ti zdi, da je kratek, potem je kratek. Koliko pa je v resnici dolg ali kratek, tega ne ve nihče. Hermetika. Kako lepa beseda. Od nekdaj mi je bila všeč beseda hermetična. 37,3, kar za 2 desetinki, manj kot včeraj. Vidite, da se splača biti dobra, pridna pučka? Ja. Gospod javni tožilec, stanje se je tako naglo poslabšalo, da nama preostane samo še pneumotoraks. Grem staviti, da bi bili vi dober pacient? Ima sestra, ki se mi rezoznali za pacijenta, ki so narejali svojo temperaturo. Včeraj sem imel gafkija 2, danes pa 9. Slišate, šločem za gafkija, domov se bom odpeljal, pa če bo to moja smrt. A jih je že veliko umrlo, odkar si tukaj? Več, ja. Ampak o tem nikoli ne izveš ničesar, razen po naključju, če ravno naletiš. Kadar kdo umre, opravijo vse v najstrožji tajnosti. Tukaj sem že 3. leto in sem neuzdravljiv primer. Vsake sem siti, ne grem se več. Dobar dan. Dan. Madame Šoša, nemarna, ampak čudovita ženska, rada loputa z vrati. Za mladega in zdravega človeka si ne bi mogli izbrati poklica, ki bi v tem zgodovinskem trenutku nudil večje izzive. Ne, gospod Settembrini, motite se. Veste, sam ne spadam med najodpornejše in lagal bi, če bi trdil, da mi delo ne vem kako prija. Pravzaprav se počutim popolnoma zdravega samo takrat, ko ne delam nič. Če dobro ujameš podrobnost, si uničil celoto. Prava sfingina uganka. A jo poznate? Mislite tisto, ki jo je zastavila v Edipu? V mislih imam Šošajevo. Potlačena ljubezen ni mrtva, živi v temi in se globoko skrita poskuša uresničiti. Zlomila bo obrod sramežljivosti in se pokazala v spremenjeni in neprepoznavni podobi. In kaj je ta podoba? Kaj je krinka, ki si jo je nadela? Odkar sem tu, nenehno sanjam. Včasih se mi zdi, kot da sploh niso sanje in vidim stvari in ljudi, ki jih že dolgo. Kaj mislite, kaj to pomeni? In zdaj zabava. Se poznava, da sva na ti? To je privilegij noči čarovnic. To noč smo vsi na ti. Voilà. No vidiš, vedel sem, da boš imela svinčnik. Prenez garde. Il est un peu fragile. Smrt. Terriblement, n'est-ce pas? Mais c'est étrange. Il ne m'impressionne pas tellement aujourd'hui, ce mot. Il me laisse tranquille. Je n'ai pas pitié, ni de mon bon Joachim, ni de moi-même, en entendant qu'il va peut-être mourir. Claudia, tu sais bien que la fièvre de mon corps et le battement de mon cœur et le frissonnement de mes membres, ce n'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que mon amour pour toi. Tukaj so stara, tukaj so nova mesta in tukaj so prameni z vozliči, ki segajo preko bronhijev globoko notku. Ljubče. Kaj pa je to? To, kaj ste? To je vaše srce. Biti človek pomeni biti bolan. To, kar loči človeka od narave in ga dela plemenitega, je duh. V bolezni ni nobenega duha. V bolezni je človekovo dostojanstvo in njegova plemenitost. Z eno besedo, človek je toliko bolj človek, kolikor bolj je bolan. Bolezen ni plemenita in ni častna, takšno dojemanje je bolezen. Leon Afta, bistroumen človek, latinist, profesor klasičnih jezikov, jud in jezuit,
Jud in jezuit. Je to sploh mogoče? Ribiči človeških duš bi lahko rekli. Osvoboditev in razvoj jaza nista zahtevi naše dobe. To, kar potrebuje ta čas in kar bo nastalo samo od sebe, je teror. Problem svobode je zgodovinsko povezan z vsemi strahotami modernega trgovanja in špekuliranja, satansko vladavino kapitala. Protestiram. Vojna bo. Vse to je bilo običajno meščansko prerekanje. Ne, motite se, inženir. Kdor se za idejo ne more zavzeti s krvjo, ta je ni vreden. Dokler nismo, smrti ni. Ko smrt je, nas ni. Dame in gospodje, dobro, v redu, popravljam. Že takrat sem ti povedal, da pojmujem tisto najino noč kot sanje in da imaš vso svobodo. In glej, nisem čakal za manj, zdaj stojim pred tabo in poslušam tvoj čudoviti, ostri glas, no seveda pa je tu veliki Pepperkorn, moj bog, ta človek je, on je dobitek, to je osebnost. In jaz razumem, da ga ljubiš. Popolnoma razumem, ga zelo ljubiš. Ko bi ti začela govoriti o svoji ljubezni do njega, moj mali Hans. Imamo sveto dolžnost do čustva. Ker čustvo je božansko. Človek je božanski, kolikor čuti. Bili ste Klavdijin ljubimec, ko je bila nazadnje tu. Ženske ne marajo, če se njihovi ljubimci razumejo med sabo. Drži. Že dolgo je, kar sem tukaj. Že to ne vem več natanko, kako dolgo, ampak to so najboljše leta življenja. Z vsemi sem pretrgal stike. Svojo dolino, z družino, svojimi obeti. Ko je Klavdija odpotovala, sem čakal na njo, nenehno čakal. In morda se zdaj izgubljen. Tako rekoč mrtev.